Danes je vlada po besedah župana Hrastnika prvič imela svojo sejo v Zasavju in z velikim veseljem povem, da ne bi mogli izbrati boljšega kraja, boljše regije in obiska boljšega podjetja za to, da predstavimo zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. To je zakon, ki smo ga danes na vladi tudi potrdili in bo zdaj šel v parlamentarno proceduro. Namen tega zakona je večplasten. Na eni strani nižja obremenitev izplačil tistih podjetij, ki imajo dobiček, izplačil delavcem na 3 možne načine, ali v obliki denarja ali v obliki lastniških deležev. Še bolj pomembno kot to, se pa meni zdi, da na ta način ne samo, da dobijo delavci zaslužen denar in so udeleženi pri rezultatih svojega dela, ampak lahko skozi tak mehanizem tudi izrazito krepimo pripadnost delavcev podjetjem. V bistvu zmanjšujemo vrzel, ki se pojavlja na eni strani med delodajalci in delojemalci, poskušamo, da vsi delajo za isti cilj in da so o tem ustrezno potem tudi nagrajeni. S tem zakonom si upam trditi, da ob ostalih 2 zakonih, prvi je zakon o lastniških zadrugah in drugi je tudi zakon o obvezni božičnici, poskušamo zaokrožiti celotno področje, ki se začne pri univerzalnih pravicah, kot je božičnica, potem pa gre preko lastniških primerov in pa udeležbe na dobičku na način, da kapitalistično okolje, ki je včasih zelo surovo, kjer ima lastnik praktično prvo in zadnjo besedo, poskušamo spet preobraziti na način, kot že deluje v podjetju, kjer smo danes na obisku. Podjetje Delesoft nam je bilo v marsičem navdih, ne da smo želeli zakonodajo čisto krojiti po njihovem vzoru, ker so že daleč pred tem, ampak v navdihu to, kako še ostala podjetja ali pa večino ostalih podjetij v Sloveniji spraviti vsaj na to pot. Vsak se bo potem pa sam odločil, katera pot po najbolj odgovarja. Jaz verjamem, da s tem, ko se bo res delavce in vodstvene kadre zbližalo pri doseganju skupnih ciljev, bo lahko tudi podjetja potem ustvarjala še boljše rezultate in nenazadnje, kot smo se danes prepričali v Zasavju, tudi vračala več v lokalno okolje.